Spoštovani minister Danijel Bešič Loredan, državni sekretarki Tjaša Vidic in Breda Božnik, državni sekretar magister Tadej Ostrc, spoštovani predstavniki Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvajalci zdravstvene dejavnosti in vsi prisotni. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem posvetu skupaj za boljšo in hitrejšo dostopnost do zdravstvenih storitev. Pred nami je zanimivo popoldne, ki ga bo zaznamoval vsebinsko bogat program. V prvem sklopu vam bomo predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema, v drugem pa ukrepe za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva. Skozi predstavitev posameznih vsebin vam bomo odgovorili tudi na vprašanja, ki smo jih prejeli z vaše strani. Po dogodku bomo vsebine zbrane v gradivu, ki bo javno dostopno, tudi javno objavili. Prav tako bomo naknadno odgovorili na vsa ostala vprašanja, ki bi morebiti danes ostala odprta. Najprej k besedi vabim ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Ja, lep pozdrav v mojem imenu, spoštovane in spoštovani. Mi smo naredili nekaj, kar niso še naredili pred nami. V 100 dnevih vam bomo pokazali, kako želimo pacienta postaviti na prvo mesto v našem sistemu. Izhajamo iz izhodišča, da smo mi vsi tukaj zaradi ljudi, da pridejo pravočasno do zdravljenja in da so oskrbljeni, ne glede na to, za kakšno obolenje ali težavo gre. Sam sem še pod vtisom obiska na Finskem. V ponedeljek in torek prejšnji teden smo bili z ekipo na Finskem in v Estoniji. Vprašal sem se, če Finci znajo, zakaj mi ne zmoremo. Ja, rad bi vam na tem mestu rekel, tisto, kar so Finci naredili v 10 letih, bomo mi naredili v 6 mesecih. Ni možno. Bi pa radi začeli in bi pa radi iz tistega, kar so oni naredili v 10 letih, naredili mi v 3 letih. Ja, rad bi vam tudi rekel, da bi upoštevali predlog, ki smo ga dobili z vaše strani oziroma z nekaterih od vaše strani. Vsem zdravnikom dajmo SP-je. Vemo, da ni možno. Smo v sistemu, v katerem smo v zakonodajnih okvirih, v katerih smo. V 100 dnevih je ekipa na ministrstvu pripravila vsebino, ki bi vam jo radi danes predstavili. Ne želimo žugati, ne želimo kazati s prstom na nobenega, ampak si želimo odprte družbe in si želimo vseh mehanizmov, da bi vsi zdravniki, vsi zdravstveni delavci bili na razpolago pacientom, bili na razpolago ljudem, ko to potrebujejo. Bodisi da gre za nujna stanja, bodisi da gre za epidemijo, bodisi da gre za nekaj, na kar čakajo že nekaj let. Jaz se moram osebno zahvaliti ekipi na ministrstvu, ki je v 3 tednih naredila neskončno veliko delo, da so pripravili vsebino, ki nam jo bodo danes tukaj predstavili. Tudi reorganizacija ministrstva se zaključuje. S 1. oktobrom si želimo, da bo to najmočnejši člen v našem zdravstvenem sistemu. Kar sem videl v Estoniji in mi je impresioniralo je to, da ko so postali samostojni, so takoj se odločili za e-Estonijo. Tudi mi bomo v najkrajšem času postali e-Slovenija, tudi mi bomo v najkrajšem času poskušali zdravstveni sistem digitalizirati in ga povezati. Najbolj me pa veseli dejstvo, da smo v tej dvorani zbrani kot stroka, in da smo zbrani kot vodstveni kader, ki bo naše bolnišnice in našo primarno raven popeljal do tega, da bomo spomladi našli koncept, v katero smer se bomo odločili in kako bomo izpeljali reformo zdravstvenega sistema. Kar vam danes prikazujemo, je prvi korak.
kar vam danes prikazujemo, je želja, da to jesen in to zimo skozi težke čase, ne samo kar se tiče draginje, ampak tudi kar se tiče epidemije in utrujenost zdravstvenega sistema po 2 težkih letih. Skratka, da pridemo skozi to jesen in skozi zimo z odprto družbo, z storitvami, ki bodo na razpolago vsem. In tukaj se še posebej zahvaljujem stroki na NIJZ, na infekcijski kliniki, ki so naredili velik korak, da vam bomo predstavili tisto, za kar mislimo, da je naša prava pot. Še dovolite mi, da vas pozdravim v imenu predsednika vlade, ki se nam bo pridružil po 15. uri. Po 15. uri oziroma v zaključku tega dela bo predsednik vlade tudi spregovoril z namenom, da pokaže spoštovanje do vseh v zdravstvenem sistemu in da pokaže pot, po kateri želi ta vlada delati. Želimo biti odprti, želimo najti skupno pot in želimo pacienta postaviti v središče našega zdravstvenega sistema. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. Najprej se bomo dotaknili področja upravljanja javnih zdravstvenih zavodov. K besedi vabim vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Aleša Šabedra. Izvolite. Najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da zopet po nekaj letih vidim tukaj stare znane obraze, tako da v zdravstvu vidim, da je kadrovska politika zelo stabilna in imamo nekako kontinuiteto v vodenju in upravljanju zdravstvenih zavodov. Kot je že minister uvodoma povedal, je pravzaprav interventni zakon, ki je bil sprejet v mesecu juliju, ima en ključen cilj, to je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Seveda je na področju dostopnosti do zdravstvenih storitev več ukrepov ali pa področji, ki jih je treba bodisi spremeniti ali pa bodisi dodelati, tako da bo sistem deloval bolj učinkovito in pa seveda boljše. Sam vas bom danes seznanil z 3 ključnimi področji, in sicer z upravljanjem javnih zdravstvenih zavodov, z notranjo revizijo in pa z nadzori. Če gremo na prvo področje upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, svete zavodov in pa njegovo sestavo, torej strani ustanovitelja, imenuje Vlada Republike Slovenije. Pristojnosti svetov javnih zdravstvenih zavodov tudi v novi interventni zakonodaji ostajajo ali pa področje pristojnosti in odgovornosti zelo podobno, kot je bilo v preteklosti, torej sveti zavodov imenujejo in razrešujejo generalne direktorje, imenujejo in razrešujejo strokovne direktorje in izvajajo seveda nadzor nad delom javnih zdravstvenih zavodov. V interventnem zakonu imamo pa nekaj posebnosti oziroma nekaj sprememb, ki bi vam jih želel predstaviti, in sicer, kot sem že povedal, člane sveta zavoda, torej predstavnike ustanoviteljev še naprej imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog resornega ministra za zdravje. Predstavnika zdravstvene zavarovalnice, torej Zavoda za zdravstveno zavarovanje, prav tako imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog zdravstvene zavarovalnice. Tukaj je sprememba v tej določbi. V preteklosti oziroma do sedaj je predstavnika ZZZS predlagal ZZZS brez imenovanja, torej potrditve na vladi. Predstavnike uporabnikov na predlog nevladnih organizacij z področja varstva pacientovih pravic in pa lokalne skupnosti prav tako imenuje Vlada Republike Slovenije.
Zakaj pravzaprav te spremembe? Gre za bolj jasno določitev statusa ustanovitelja in pa, kar je zelo pomembno, to smo tudi že večkrat javno povedali, profesionalizacijo upravljanja nadzora javnih zdravstvenih zavodov. Če gremo naprej, kako bo to potekalo v praksi, vlada ima cilj, da najkasneje do 31. decembra letošnjega leta uskladi vse akte o ustanovitvi javnih zdravstvenih zavodov. Na podlagi torej usklajenih aktov o ustanovitvi sveti zdravstvenih zavodov uskladijo statute z akti o ustanovitvi najkasneje 60 dni od njihove uveljavitve. Vlada potem imenuje člane svetov zavodov na podlagi novega 28.a člena, ki smo ga dodali v Zakon o zdravstveni dejavnosti, najpozneje v 30 dneh od uveljavitve sprememb in dopolnitve statutov javnih zdravstvenih zavodov. Veliko je bilo vprašanj strani torej javnih zdravstvenih zavodov, kaj pravzaprav pomeni novo imenovanje članov oziroma predstavnikov ustanovitelja. Ali gre za novo sestavo svetov zavodov ali od tega trenutka tečejo naprej novi mandati. Zato tukaj na tem mestu pojasnilo, da se novi člani svetov zavodov imenujejo do konca mandata že ustanovljenega sveta zavoda, torej ne gre za konstitutivno sejo, ampak gre za nadaljevanje mandata. Prav tako se na novo ne imenujejo predstavniki zaposlenih iz sveta, ki so bili imenovani v svet zavoda, temveč opravljajo svojo funkcijo do konca svojega mandata. Podrobnejše pogoje za imenovanje in sestavo ter seveda tudi številčno razmerje znotraj svetov zavodov določi resorni minister v podzakonskih aktih, ki so trenutno v pripravi. Pa še tukaj ena pomembna informacija, tudi uredba v zvezi z sejninami za člane svetov zavodov je v prenovi in se trenutno že usklajuje tudi z Ministrstvom za finance, ki je tudi odgovorno resorno ministrstvo za uredbo z sejninami. Pomembna je še ena nova določba v tem zakonu, ki se bom dotaknil potem tudi v nadaljevanju, in sicer predsedniki svetov zavodov morajo do konca letošnjega leta skleniti pogodbo z notranjim revizorjem. Če gremo naprej, torej notranja revizija, že sedaj v večini svetov zavodov, oziroma se pravčujem, v večini bolnišnic imate v svoji organizacijski strukturi tudi notranje revizorje. V novem interventnem zakonu smo spremenili določbo o nivoju, torej o kriterijih, ki jih mora dosegati notranji revizor, in sicer sta ključna dva kriterija, in sicer ali je to preizkušeni državni notranji revizor oziroma državni notranji revizor. Pogodbo z notranjim revizorjem morajo, kot sem že povedal, vodstvo oziroma predsedniki svetov zavodov skleniti najkasneje do 31.12. letošnjega leta. Ker pa je teh revizorjev z to vrstno kvalifikacijo relativno malo na trgu, je tukaj opcija, ali se ta notranji revizor bodisi zaposli oziroma se z njim sklene pogodba civilnega prava, torej kot zunanjim sodelavcem. Zato je potrebno na svetih zavodov skupaj z vodstvi bolnišnic kar, bom rekel, čim prej pristopiti k postopkom izbire in pa seveda tudi imenovanja notranjih revizorjev. Dodajamo še eno novo določbo v zakonu, in sicer, da je potrebno v javnih zdravstvenih zavodih revidirati tudi računovodske izkaze zavoda. To je nova določba, tukaj smo postavili zelo jasna pravila za tiste javne zdravstvene zavode, katerih torej aktiva v bilanci stanja presega 40 milijonov evrov ali imajo več kot 1000 zaposlenih, torej lahko je ali pa oba pogoja izpolnjujejo, so zavezani k letni reviziji računovodskih
torej zunanji letni reviziji računovodskih izkazov. Za vse ostale javne zdravstvene zavode pa velja, da to zunanjo revizijo računovodskih izkazov opravijo najmanj na 2 leti, priporočeno je pa, da prav tako izvajajo to revizijo enkrat letno. Potem imamo tudi nekaj sprememb na področju nadzora, kjer pravzaprav del pristojnosti nadzora prenašamo iz Ministrstva za zdravje na Urad za nadzor, kakovost in pa investicije. Zdaj znotraj zdravstvenega sistema imamo več vrst nadzorov, ki jih vidite tukaj tudi na sliki. Se pravi, imamo notranji nadzor, imamo strokovne nadzore, imamo upravne nadzore, imamo sistemske nadzore, potem je nadzor ZZZS nad izpolnjevanjem pogodb in pa inšpekcijski nadzori. Zdaj v novem interventnem oziroma v interventnem zakonu sta 2 novi določbi, in sicer se pristojnost upravljanja upravnega in sistemskega nadzora prenaša iz Ministrstva za zdravje na Urad za nadzor, kakovost in investicije. In druga pomembna določba znotraj zakona je, da se pristojnosti za upravljanje inšpekcijskega nadzora na področju čakalnih sezamov oziroma čakalnih dob prenašajo iz zdajšnjega zdravstvenega inšpektorata na Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. To določbo smo zapisali v nov interventni zakon namenoma z namenom odprave dosedanjih pomanjkljivosti na področju upravnega in sistemskega nadzora in pa seveda, če temu rečemo, bolj fokusiran nadzor tudi nad čakalnimi seznami in pa čakalnimi dobami. Seveda je to zadnje področje po zaključku ali pa v tem post-covidnem obdobju seveda velika tema. Vemo, da čakalni seznami so dolgi, delno tudi neurejeni, tako da smatrajte to novo uredbo z prenosom pristojnosti na urad v bistvu kot neke vrste pomoč in pa ne nadzor, torej ni namen sankcioniranje, ampak je zagotovo pomembno, da vam pri tem področju urejevanja čakalnih seznamov tudi na strani urada pomagamo in čimprej razčistimo čakalne sezname. Torej, mogoče za konec še kratek povzetek, 3 ključne točke v zvezi z prvim delom. Imamo v zakonu torej upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, nadzori in pa notranja revizija kot institut, na katerega bomo torej dali več pozornosti kot do sedaj. Seveda bo, mogoče sem to pozabil še uvodoma povedati, pri notranji reviziji. Notranji revizor bo dolžen opraviti tudi revizijo čakalnih seznamov v svojem zavodu in pa izkoriščenost prostorov, kadra in pa drage medicinske opreme. To so 3 dodatne pomembne točke, ki jih pri delokrogu, če temu tako rečemo, notranjega revizorja tudi uvajamo z interventnim zakonom. Toliko mogoče z moje strani za začetek, seveda bomo pa vsa vprašanja, ki bodo še prišla v času današnjega posveta, zbrali in vam na njih tudi odgovorili. Hvala lepa. Hvala lepa. Informatizacija in digitalizacija zdravstva sta ena od prednostnih nalog Ministrstva za zdravje. Več o aktualni situaciji in izzivih na tem področju vam bo povedala vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, dr. Alenka Kolar. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav z moje strani, eno lepo popoldne tle na Gorenjskem. Kolega Šabeder je lepo načel mojo temo čakalni seznami, jaz bi z njo samo nadaljevala. Zadnje 2 meseca, odkar sem zaposlena na Ministrstvu za zdravje, se ogromno s tem ukvarjam. Pridobila sem veliko podatkov iz NIJZ-ja, pomagali so mi kolegi na NIJZ-ju, ki so te podatke prispevali. Jaz pa sem jih svojim umom za vzorce nekako uspela razvrstiti in ugotoviti, s kakšnimi težavami se lotevamo. In mogoče točno 1 mesec nazaj smo imeli prvo tiskovno konferenco na temo čakalnih seznamov. Po tistem sem jaz razposlala programskim hišam, ki skrbijo za čakalne sezname, to, kar smo ugotovili, da so neke napake v sistemih.
In pa tam, kjer bom rekla, jaz osebno poznam vodstva in so se ta vodstva zelo hitro odzvala in popravila te čakalne sezname. Kasneje vam bom pokazala, uspelo nam je v 3 tednih, ko sem naredila primerjavo, za 23.000 pa nekaj znižati številke, ker pač te ljudje ali niso obstajali, ali so bili vrste v preteklosti, ali so celo že umrli. Zdaj, te napake mi je posredoval IT-ovski kolega iz podjetja In2DO, hrvaške firme, ki skrbi pri nas za e-naročanje. Teh napak kot takih mi niso posredovali z NIJZ-ja, NIJZ mi je posredoval čiste, mislim, samo surove podatke. Imeli smo tudi take datume, da se je pošiljalo v čakalne sezname 1.1.1900, to smo odpravili. Imeli smo podvojene številke, pa jih imamo še. Jaz imam petkov seznam vaših napak za pogledati, če želi kdo videti, kako je s tem. Imeli smo, kot sem že rekla, tudi pokojniki so se ponovno pojavljali, nekih 1500 pokojnikov je hodili nenehno v čakalne sezname in bom rekla, pogled laika delali vrste. Zdaj, sem se pa velikokrat vprašala, kdo je v resnici odgovoren za te čakalne sezname. Ko sem sporočila eno tako neugodno številko, negativno zmagovanje na onkološkem mojim sodelavcem, se je strokovna direktorica in IT v bistvu v 3 dneh so rešili tistih 5000 ljudi, ki je hodil v čakalne sezname s preteklimi datumi. Tako sem rekla, jaz te podatke imam, lahko jih imate pa tudi vi. NIJZ je že davno razvil aplikacijo WebBI, kamor lahko dostopajo vaši ljudje in pregledujejo, kaj je v resnici narobe na podatkih, ki jih pošiljate, oziroma kako jih vidi, kako se čakalni seznami vidijo se strani e-naročanja. Mogoče takole smo reševali ginekološko kliniko, res so močno zmanjšali številke v 14 dneh. Tole so pa skupne številke, ki so bile zmanjšane. Če računamo, da je v avgustu toliko ljudi prišlo, kot jih je bilo tudi podelanih v nekih specialističnih ambulantah, je to 23.000 ljudi manj, ki je bilo navidezno v čakalnih vrstah. Naše delo še ni končano, jaz ocenjujem, da je tega še 3-krat toliko, takih IT-evskih napak v čakalnih seznamih. Eno vprašanje smo dobili, ki sem si ga posebej zabeležila in ga tlele gor napisala, kdo bo skrbel. Vi boste skrbeli. Skozi WebBI boste skrbeli, da so vaši čakalni seznami pravilni, da tisto, kar vidite vi, vidi tudi NIJZ, vidi tudi e-naročanje. Vi ste odgovorni in jaz tle sem poudarila, odgovornost ni krivda. Samo odgovornost morate prevzeti, da probate čistiti čim več s pomočjo programerskih hiš, ki to obvladajo, ki so to ponekod že čistile in da pridemo dejansko do številke, koliko ljudi čaka, ker je zdravnikov ali pa aparatur premalo, ne da gre za neke IT-evske napake. Malo mogoče izven čakalnih vrst, jaz sem razposlala vprašalnike na javne zdravstvene zavode o stanju vaših IT-ev, odgovorile so vse bolnice razen 2 in odgovorilo je samo 38 zdravstvenih domov od 65. Lepo vas prosim, odgovorite še vsi ostali, lahko vam povem, kdo od vaših še ni odgovarjal. In iz tega je zelo razvidno, da so naše IT po javnih zdravstvenih zavodih precej oskubljeni, kadrovsko, licenčno in seveda tudi finančno. Vsak od vas plačuje velike denarje za vzdrževanje sistema, ki tako, kot je bilo prikazano na prejšnjem slajdu, pa glih ne dela najbolje. Močno smo podlicencirani, kar je lahko precej velik pravni problem, če se nam oglasi kakšen Microsoft, Oracle ali pa IBM, tam so kazni res velike in se jih ne da prepričati v to, da jih ne bi plačali. In močno imamo, bom rekla, poddimenzionirane podatkovne centre. Jaz se, bom rekla, velikokrat bojim, da se nam bo zgodilo to, kar se nam je zgodilo na civilni zaščiti, kibernetski vdor v sisteme, takrat nam nobenemu od nas ne bo luštno. Jaz mislim, da vsaj jaz osebno, pa verjetno tudi minister, kakšno noč prečujeva s kibernetskimi težavami, ki se nam lahko zgodijo v podatkovnih centrih. E-zdravje prehaja na MZ v operativnem, projektnem in sistemskem IT delu. IT-evci se nikdar in nikoli ne smemo vtikati v vsebino podatkov, s katerimi se ukvarjamo. Moramo pa zagotavljati njihovo dostopnost in pravilnost. Še naslednja točka, ki sem jo zabeležila, nekaj vprašanje tudi na to temo.
Načrt za okrevanje in odpornost predstavlja 12 projektov, ki so bili določeni še pod prejšnjo vlado. Teh 12 projektov bomo izkoristili, kar se najbolj da v dobro pacientov in v dobro zdravstvenih delavcev. Začeli bomo s centralnim paksom, telemedicino in tisto, kar je tudi kolega Šabeder napovedal, računovodski programi ali ERP, poslovni informacijski sistem, bi želeli poenotiti, ker vam bo vsem lažje, če boste vsi imeli enak poslovni informacijski sistem. Investicije nam EU zagotavlja, najdeti moramo pa še čarobno formulo, kako bomo zagotavljali vzdrževanje nadalje. Računati je treba, da v informatiki vsak evro naslednji let pomeni 0,2 evra vzdrževanja. Taka so dejstva na informacijskem področju. Trenutno pa je, tako kot sem že omenila, JZZ-ji sami financirate ogromno IT-ja, sicer skozi storitve, ki jih dobite plačane, imamo pa ne samo v zdravstvu, tudi kje drugje veliko pomanjkanje IT kadrov, ki ga verjetno čisto vsi čutite. Zdaj, za zaključek, jaz imam samo 3 slajde, kaj pričakujemo od vseh vas, od nas, od mene, od ministrstva, od NIJZ-ja in vseh. Dajte nadzorovati svoje podatke. Dajte nekoga, da pregleduje te čakalne vrste, če smo že pa spet pri njih, kaj je tam not upisano, ker iz tam ven generiramo zamude, generiramo neke strašne številke čakajočih. Imam pa podatek, da imamo na petkov datum 711.000 posameznikov, ki na nekaj čaka. Ne na prvi pregled, na nekaj v tej državi čaka. Strašno veliko bi pripomogli občani, če bi te zahtevali, da se njihovi izvidi beležijo na ZVEM. Moja mama je bila na pregledu, je imela naslednji dan rezultate v ZVEM, čez 14 dni je dobila pa pošto. Mogoče bi lahko tudi kakšno znamko prihranili, če vprašate ljudi, ali vam odložite na ZVEM ali vam moramo še vedno po pošti pošiljati. Vedno bodo taki, ki jim bo še nekaj časa treba po pošti pošiljati. Prihaja tako imenovana Evropska direktiva o skupnem podatkovnem prostoru, zato so kakovost podatkov izredno pomembna. Če je garbage in, je garbage out. To je neka pregovor, ki v IT-ju še kako zelo velja. Zdaj, tako je že minister omenil, na Finskem pa na Estoniji so nam povedali, kako bi danes delali drugače, če bi bili 20 let nazaj in bi šli z enotnimi sistemi noter. Pri nas je še vedno precej kaotično, kaj kdo kje kupuje in kaj ima ministrstvo za zdravje lahko reče to ja ali pa to ne. Ali je naloga ministrstva, da to standardizira, da to potegne na nek način pod eno streho in da bomo imeli mnogo manj težav z integracijami in stroškov, ker integracije vedno stanejo. In pa to, ki je bilo tudi že omenjeno, notranje kontrole, notranje revizije, veliko lažje vam bo z dobrimi informacijskimi sistemi. Hvala. Hvala. Državni zbor je julija sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Ukrepi za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev predvidevajo tudi dodatke za povečan obseg dela in posebne pogoje dela ter plačilo po realizaciji vseh opravljenih storitev. Več o tem vam bo v nadaljevanju predstavila vodja sektorja za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje, magistra Vlasta Mežek. Izvolite. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani vsem udeležencem današnjega tega posveta. Kot je bilo povedano, bom jaz povedala nekaj več o boljši dostopnosti do zdravstvenih storitev, se pravi 15. člen našega interventnega zakona, hkrati pa tudi, kako boste lahko nagrajevali zaposlene, ki bodo naredili nekaj več za naše paciente. To je ta plačilo po realizaciji vseh opravljenih storitev, se pravi 15. člen interventnega zakona. Veliko je bilo že govora o tem in v medijih in drugje. Minister je veliko temu povedal, se pravi, postavljene so čisto vse pravne podlage, da dobite plačano vse, kar naredite. Se pravi, vsi programi v zdravstvu, v zobozdravstvu, ne glede na to, kako se trenutno plačujejo. Nekaj več vam bom pa povedala o operativni izvedbi, kako se bo ta člen dejansko izvajal.
Ministrstvo bo spremljalo realizacijo na mesečni ravni, koliko več bo narejeno. Z ZS smo že dogovorili operativna navodila, se pravi, za vas se ne spremeni nič. ZS-ju boste poročali po ustaljenih poteh, v teh navodilih pa bo določeno tam, kjer so specifike po programih, kako bo ZS obračunaval in izračunaval preseganje programa. Vprašanje smo dobili v sklopu teh vprašanj, ki ste jih posredovali do tega dogodka, kako bomo vedeli, kdaj bo doseženih 100 milijonov, ki je na letni ravni limit za plačilo teh storitev. Ravno zato je namen tega sprotnega spremljanja na mesečni ravni, da bomo v bistvu vedeli, kdaj se bližamo tej številki in bomo pač takrat, če bo to pred koncem leta, ustrezno ukrepali in seveda tudi obvestili vse vas, ki določene programe izvajate. Kako boste nagradili zaposlene, da bodo delali več? V pripravi in v tem tednu, oziroma še v tem tednu, bo izdan sklep o posebnih programih. Se pravi, to je podlaga, na podlagi katere vi lahko sklenete pogodbe z lastnim zaposlenim. Ni vam treba na ministrstvo pošiljati nobene dodatne vloge, se pravi, generalni sklep bo izdan, ki bo pokril to plačilo. Ampak opozarjam, da v tem sklepu bodo določeni tudi pogoji, ki jih boste morali kot vodstva izpolniti, oziroma pod kakšnimi pogoji bo lahko sklenjena pogodba z zaposlenim in pod kakšnimi pogoji bo lahko izvršeno plačilo po tej podjemni pogodbi. Ne želimo ponavljati starih zgodb, da se je redni program delal s podjemnimi pogodbami. Zato je toliko bolj pomembno, da kot vodstva odigrate svojo vlogo, ker pač vi ste vodstvo, vi imate mehanizem v rokah, da spremljate to in pravočasno ukrepate. V zvezi s temi posebnimi programi bi povedala sem tako, pač izdan bo generalni sklep, še vseeno boste mogli kot vodstva za programe, ker verjamem, da ne boste vsi izvajalci delali čist vseh programov. Boste dali na svet zavoda, kateri so pa tisti programi, za katere boste sklepali podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. In boste morali tudi svetu zavoda poročati, koliko dejansko je bilo narejenega in kakšna so bila izplačila po teh podjemnih pogodbah. Poudarjam pa, da bodite posebej pozorni, da vam izvajanje nekega programa ne povzroči čakalnih vrst na drugem programu. Recimo, ne vem, če se lotite prvih pregledov na določeni dejavnosti, da se vam ne bo na operativni oziroma na bolnišničnem delu generirala čakalna vrsta. Pač morate delati komplementarno, ampak vi ste vodstvo in vi kot taki morate vedeti, kako boste to skombinirali. O podatkih o čakajočih in čakalni dobi je že moja predhodnica nekaj povedala. Par dni nazaj oziroma v prejšnjem tednu ste že prejeli dopis, kaj vam priporočamo, kako očistite te podatke oziroma uskladite skladnost svojih podatkov s podatki v NIJZ-ju. Ministrstvo bo zahtevalo od NIJZ-ja, da nam poroča, kateri izvajalci so dejansko se lotili te naloge, kateri boste tisti, da ste to nalogo vzeli resno in zagotovili skladnost podatkov. Glede zadnje alineje, ki je tukaj napisana, se ne bom zdajle kaj dosti opredeljevala, zaradi tega, ker bo moja naslednica kot predavateljica pa kaj več povedala o tem. Kar se tiče primarne ravni, to je pa 16. člen našega interventnega zakona. Ta člen uvaja dodatke za povečan obseg dela za posebne obremenitve in to na primarni ravni. V praksi to pomeni, da je z avgustom posebni vladni projekt, s katerim ste bili vsi izvajalci na primarni ravni dobro seznanjeni in se je
kar vpeljal, ukine. Vprašanje smo prejeli, kaj storiti z dogovori, ki so bili sklenjeni na podlagi tega posebnega vladnega projekta. Nič kaj dosti, pač posebnega vladnega projekta ni več in ni splačil po 31.8. na podlagi kakršnih koli dogovorov, ki so bili sklenjeni na tej podlagi, ne sme biti več. Čist enostavno. Ali boste prekinili te dogovore ali ne, je vaša operativna stvar, v glavnem veljajo pa ne več. Uvaja se pa nov dodatek. Dodatek je višji, ampak ni vezan samo na glavarinski količnik, ampak je vezan tudi na število opravljenih storitev. V pripravi je uredba, ki bo določila natančno ta merila. Ta uredba je že bolj ali manj spisana in bo v naslednjih 2 tednih zagotovo dana v medresorsko usklajevanje. Edina stvar, ki jo še imamo v bistvu za razčistiti, je, kako določiti stopnjo pomanjkanja določenega poklica. Ampak tudi tukaj se že nakazuje rešitve in mislim, da bo v kratkem tudi ta stvar jasna. Dodatek je 2000 evrov in to na zaposlenega, ne na tim. Na zaposlenega v ambulanti. Se pravi, odpadejo laboratorijski delavci, ker gre za zaposlitve v ambulanti. Tukaj je pa treba še nekaj poudariti. Pri prejšnji točki sem govorila o sklepanju podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. 2-krat za isto stvar zaposleni ne sme biti plačan. Se pravi, če dobi zaposleni v ambulanti družinske medicine dodatek po 16. členu, ki je vezan tudi na število opravljenih storitev, ne more za te iste storitve imeti podjemno pogodbo. To mislim, da mora biti vsem jasno in da ne more biti drugače kot ali. Mislim, da sem se pri tej točki izčrpala, v glavnem več bo znano v uredbi. Vsekakor pa je merilo, da se plačuje tudi po opravljenih storitvah v prid dostopnosti za naše paciente, ker želimo, da ljudje pridejo do zdravnika. Mogoče sam še to, glede na to, kako je zapisan ta člen, je ta dodatek pripada ambulantam družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, ginekologa pa pač v zobozdravstvenih ambulantah, se pravi povsod tam, kjer je vezanost na opredelitev izbranega osebnega zdravnika oziroma zobozdravnika, ginekologa oziroma pediatra. Mogoče sam še to, za čas odsotnosti se ta dodatek ne bo izplačeval oziroma ne bo možno izplačevati. Prav, za čas dopusta dodatek ni oziroma je sorazmerno manjši. In pa še zadnji dodatek, to je pa za izboljšanje dostopnosti za tam, kjer se opravlja zdravniška služba na območjih občin z nižjo razvitostjo, se pravi tam, kjer je koeficient razvitosti občine nižji od 0,9, je za zagotovitev večje dostopnosti možen tudi dodatek za zdravnike, da imajo prebivalci teh občin vsaj nekaj dni v tednu lahko dostop do osebnega zdravnika. Ta dodatek je 500 evrov, tudi tukaj bodo natančna merila oziroma formula, kako se bo izračunaval ta dodatek, opredeljen v uredbi, ki je v pripravi, se pravi nekje najkasneje do 15.9. bi obe uredbi, se pravi ta in prejšnja, morali biti pripravljeni. To je to, kar se tiče moje predstavitve. Še enkrat vam polagam na srce. Kot vodstva imate v rokah po našem mnenju vsa orodja, važno je, da jih izkoristite, ampak da se ne zlorabijo. Hvala.
Hvala. Začasni ukrep izvajanja zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti je namenjen omejevanju nepotrebnega prelivanja kadra iz javne mreže k zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Vsebino, ki se nanaša na upravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi soglasja delodajalca, nam bo predstavila vodja službe za sistemsko zakonodajo na Ministrstvu za zdravje, magistra Mateja Radej Bizjak. Izvolite. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, vsi, ki ste se pač udeležili današnjega dogodka in tudi vsi ostali, ki nas spremljate nadaljavo. Kot je bilo napovedano, želim v predstavitvi izpostaviti predvsem ta pravni vidik zagotavljanja kadrovskih virov v zavodih oziroma pri ostalih izvajalcih. Zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, načeloma lahko opravlja zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zgolj na podlagi pisnega predhodnega soglasja lastnega delodajalca, se pravi pod pogoji, ki jih določa zakon. Če zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve mimo teh pogojev, je to lahko razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Poleg teh temeljnih pogojev, ki jih zakon v bistvu že sedaj določa vse od leta 2017 za izdajo soglasij in za sklepanje podjemnih pogodb, želim to predstavitev nadgraditi še z ukrepi, ki jih je kot neko nadgraditev določil naš interventni zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema. Pri tem predvsem izpostavljam tisto zahtevo, ki je bila danes že omenjena, in sicer, da direktorji zavodov preverijo izdana soglasja z vidika izpolnjevanja zakonskih pogojev in če ta soglasja ne ustrezajo tem pogojem, jih je pač potrebno preklicati. Pravna podlaga za opravljanje delo na podlagi pisnega soglasja je, kot omenjeno, že določeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, kjer je določeno tako vidik glede izdaje pisnega soglasja delodajalca, kot tudi vidik sklepanja podjemnih pogodb. Poleg tega pa je treba upoštevati tudi pravilnik ministra za zdravje, kjer je pa določena višina plačila za opravljanje storitev na podlagi podjemnih pogodb. Kot omenjeno, to pisno soglasje, ki ga izda delodajalec, lahko velja zgolj za največ 12 mesecev. Pri tem bi izpostavila, da mora biti predhodno vložena pisna vloga zdravstvenega delavca. Direktorji so pa zavezani spoštovati rok za odločanje, ker velja zakonska domneva, če v 30 dneh ne odloči o tej pisni vlogi, avtomatsko velja, da je pisno soglasje podano. Zdravstveni delavec, torej, ki dela na podlagi pisnega soglasja, lahko dela pri drugem izvajalcu za največ 8 ur tedensko. Sam delodajalec, se pravi direktor, pred izdajo pisnega soglasja pa mora preveriti za vsako vlogo posebej, če so izpolnjeni te vsebinski pogoji za izdajo soglasja. Torej ne sme biti povzročena škoda javnemu zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti zavoda. Zavod tudi ne sme imeti neke dodatne potrebe oziroma potrebe po dodatnem delu, po dopolnilnem delu ali po nadurnem delu za tega zdravstvenega delavca. Prav tako je treba, da direktor preveri, ali bi s tem lahko prišlo do tega, da zdravstveni delavec nima več omogočenega počitka tedenskega, dnevnega ali da mu je celo onemogočen letni dopust, kar je pomembno predvsem z vidika varnosti opravljanja zdravstvene obravnave. Poleg tega mora preveriti, da zaradi pisnega soglasja za delo drugje ne bi bilo kršeno, da
on opravlja v celoti svoje delovne obveznosti, ki jih ima že po veljavni pogodbi o zaposlitvi, tako z vidika kakovosti, varnosti, z normativi in pa tudi standardi dela. Tukaj bi opozorila še na vidik, ki ga je Zakon o zdravstveni dejavnosti že leta 2017 predvidel. Ne samo, da se izda dovoljenje, ampak tudi potem, ko je dovoljenje izdano in veljavno, ima delodajalec vsak čas možnost to dovoljenje oziroma pisno soglasje preklicati. In sicer direktor prekliče tako soglasje, če se spremenijo tiste okoliščine glede morebitne povzročene škode za delovanje oziroma motnje pri opravljanju zdravstvene dejavnosti na strani javnega zavoda. Prav tako lahko pride do preklica oziroma mora priti do preklica tega soglasja, če zdravstveni delavec več ne izpolnjuje tistih pogojev o tem, da opravlja vse storitve po pogodbi, o tem, da sporoča podatke delodajalcu prvič vsebini oziroma obsegu opravljenih storitev in tudi po številu ur, ki jih opravi na mesečni ravni. Če se tudi krši ta pogoj časovne omejitve 12 mesecev ali če je bilo določeno manj oziroma 8 ur tedensko, je prav tako razlog za morebiten oziroma obvezen preklic. In pa še obratno, če želi javni zdravstveni zavod skleniti podjemno pogodbo, morajo biti na njegovi strani izpolnjeni vsebinski pogoji za tako sklenitev. Torej mora izkazati predhodno z analizo, da je to za zavod ekonomsko smotrnejše in da recimo ne more za ta namen skleniti pogodbe o zaposlitvi oziroma nima zadostnih kadrovskih zmogljivosti glede na predviden program ZZZS-ja. Poleg tega pa seveda pogoj na strani samega zdravstvenega delavca, ko želi opravljati delo na podlagi podjemne pogodbe, mora predhodno predložiti veljavno pisno soglasje lastnega delodajalca. Prav tako ni nobena novost, da mora zavod voditi obvezno evidenco tako glede samih izdanih pisnih soglasij za delo drugje, kot tudi evidenco podjemnih pogodb. Tudi ni nič novega, da je za ta namen, se pravi, če je kršena katerakoli od teh navedenih obveznosti, je v zakonu predvidena globa. Predvideno je tudi, da nadzor nad tem področjem opravlja zdravstveni inšpektorat. Novo je pa to, kar je bilo danes tudi že omenjeno, in sicer to, kar je prinesel naš novi interventni zakon za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, in sicer zaveza za direktorje, da do konca avgusta preverijo vsa izdana soglasja za delo drugje, in sicer za celotno obdobje ukrepa iz 15. člena, torej člena, ki omogoča izvajanje zdravstvenih storitev nad obsegom programa, kar pomeni vsa dovoljenja, ki so oziroma bodo veljavna v času od 1. septembra letos, pa vse do izteka tega ukrepa, to je pa december 2023. Ta soglasja je torej treba preveriti. Če tisti vsebinski pogoji niso izpolnjeni, je treba soglasja preklicati. Dodatno bi še poudarila oziroma predlagala vodstvu, poslovodnim organom, da o tem, kako so preverjali soglasja, pisno poročajo svetu zavoda, ki je organ nadzora oziroma organ upravljanja javnega zdravstvenega zavoda. V okviru povabila ste bili pozvani tudi k predložitvi posameznih vprašanj in kot je bilo že omenjeno tudi pri predhodnikih, se nekatera nanašajo tudi na zagotavljanje kadrovskih virov.
V tej zvezi bi rada izpostavila te dve omejitvi vključevanja zdravstvenih delavcev v opravljanje zdravstvenih storitev v okviru nujnega zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje zdravstvenega sistema, in to je prepoved vključevanja zdravstvenih delavcev pri koncesionarjih velja za tiste, ki so torej zaposleni v javnem zavodu, da jih ne morejo vključiti, pri čistih zasebnikih pa prepoved vključitve zdravstvenih delavcev velja za vse zaposlene v javni mreži, torej za tiste, ki so zaposleni v javnih zavodih in tudi zaposlene pri koncesionarjih. Gre pač za ukrep, ki je namenjen temu, da se omejuje ta nepotreben odliv oziroma preliv kadrov drugam. In še en vidik je bil izpostavljen v okviru vaših vprašanj, to je vidik sklepanja podjemnih pogodb z lastnim zaposlenim, kot je že kolegica predhodno povedala. Načeloma vemo, da po veljavni zakonodaji sklepanje podjemnih pogodb z lastnim zaposlenim ni dovoljeno, vendar Zakon o zdravstveni dejavnosti že od 2017 omogoča to možnost za primer, kadar gre za upravljanje teh državnih presejalnih programov in pa drugih posebnih programov, če je zagotovljen vir financiranja. Ta določba še vedno velja. Ne glede na to, da imamo 15. člen Zakona o nujnih ukrepih, je potrebno še vedno imeti ta poseben program. Kot je povedala kolegica, v pripravi je sklep o posebnih programih, ki bo izdan in objavljen na spletni strani ministrstva, tudi ključnim deležnikom posredovan po pošti, predvidoma v teh dneh. Tako da jaz mislim, da sem se izčrpala z vsebino, ki se tiče pravnega dela, pravnih vidikov. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, pa vam želim še naprej prijetno bivanje v tem kongresnem centru. Hvala. Hvala. Za namen razbremenitve in zagotavljanja večje dostopnosti do zdravstvenih storitev Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema predvideva razširitev kompetenc diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine. To področje nam bo predstavila docent dr. Mojca Dobnik, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Skušala bom biti čim bolj kratka in jedrnata, tako kot je tudi tema, ki jo pravzaprav odpiramo z razširitvijo kompetenc na diplomirano medicinsko sestro, tokrat izključno v okviru ambulante za medicino dela oziroma družinske medicine, se pravi osebnega zdravnika, ki ga pač opredeljujemo v zakonu o zdravstveni dejavnosti. Torej, Zakon o nujnih ukrepih za stabilizacijo zdravstvenega sistema ima razlog in namen, zakaj se pravzaprav odloča za razširitev kompetenc oziroma prenos kompetenc iz zdravnika na diplomirano medicinsko sestro. Gre za razbremenitev zdravnikov ter hkrati še vedno zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenega varstva našim pacientom. Torej, pogoj, ki seveda ob tem mora veljati, ali razlog, za katerega se osebni zdravnik presodi in se odloči, ali bo podal pravzaprav pisno pooblastilo diplomirani medicinski sestri, seveda ob tem ne sme zanemariti racionalnosti dela, upoštevati klinične smernice in seveda strokovne smernice oziroma priporočila ustreznega razširjenega strokovnega kolegija za pristojno področje. Po nekaterih pooblastilah, ki jih pravzaprav lahko prenese, so to v bistvu pooblastila, ki jih prenaša na diplomirano medicinsko sestro, v določenih pa tudi na tehnika oziroma zdravstvenega administratorja kot na novo tudi zdravstvenega sodelavca. Ukrepi veljajo do 31.12.2024
in bo verjetno takrat potekal, sklepamo tudi lahko, kakšen širši konsens o teh prenosih za upoštevanjem, tako kot je rečeno, kliničnih smernic in strokovnih priporočil vseh strok. Na katerih področjih, torej 3 sklopi pooblastil, se lahko prenese, in sicer pooblastila za izdajo listin za uveljavitev stroškov, in sicer izključno za spremstvo in ne nujne reševalne prevoze, ki jih prav tako lahko zraven diplomirane medicinske sestre prenese tudi na tehnika zdravstvene nege. Pooblastila za izdajo listin za izbiro osebnega zdravnika, kot rečeno, zraven diplomirane medicinske sestre lahko prenese tudi pisno pooblastilo na tehnika zdravstvene nege ali zdravstvenega administratorja. Potem pa še tukaj 3. sklop pooblastila za predpis tako imenovanih medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki posegajo na pripomočke tako sanitarnih, gibalnih potreb, izdajo potrdilo upravičene odsotnosti zaradi bolezni, nege ali spremstva ožjega družinskega člana, vendar največ do 3 koledarskih dni. Katera pravzaprav medicinsko-tehnične pripomočke pa se lahko prenese v tem primeru na diplomirano medicinsko sestro, je na svoji spletni strani 27. avgusta objavil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Verjetno ste že vsi tudi opazili, predvsem posega to na področje preprečevanja preležanin, se pravi pisanje postelj, antidekubitusnih blazin, hodulj, invalidskih vozičkov in podobno, nekakor ne pa vsega pa na recimo izdajo oziroma predpis plenic, kar so pa si mnogi tudi želeli, tako da to pa mogoče posebej tudi opozorim. Tako da tukaj je to v bistvu nek začetek, ki ga je treba v bodoče verjetno tudi na vseh področjih z konsenzom strok na obeh straneh tudi širiti. Tako da to bi bila zelo kratka moja predstavitev, se zahvaljujem za vsa vprašanja, pa seveda lahko tudi kasneje. Hvala. Prišli smo pravzaprav do konca prvega sklopa, ampak preden se poslovimo in odidemo na odmor, k besedi znova vabim ministra Danijela Bešiča Loredana. Ja, lep pozdrav še enkrat v mojem imenu. Hvala ekipi za ta prvi del, za drugi del je ekipa že pripravljena. Zunaj vas čaka pogostitev. Jaz bi vas rad seznanil z nekaterimi stvarmi, ki niso bili tukaj omenjene. V petek bomo izdali smernice za leto 2023. Na to boste vsi pozvani, da seveda se pridružite in da se aktivnosti za splošni dogovor 23 peljejo čim hitreje. Jaz vas na tej točki pozivam, da napišete vse, kar lahko. Skratka, tudi v letu 23 bo dovoljeno delati vse, kar se zmore, in vse bo tudi plačano po realizaciji. V drugem delu bi vas seznanil z dejstvom, da bomo na vladi sprejeli izhodišča za pogajanja s sindikati. Se pravi, mi želimo zapreti odprto stavko zdravstvenih delavcev. To je tisto, kar se je zgodilo novembra lani, ko je prišlo do popolnoma porušenih nesorazmerij. To zadevo bomo poskušali odpraviti v najkrajšem možnem času. Na tem mestu bi rad poudaril, da bomo uredili tudi plače mladih zdravnikov, ki so bili najbolj prikrajšani v tem sistemu, in uredili bomo tudi plače zdravnikov, tako tistih do 57. razreda, kot podali predlog za rešitev nastale težke situacije zdravnikov. Več kot 2500 zdravnikov je v 57. plačnem razredu. Rešitev bo tukaj podana. Tako da upamo, da bomo v pogajanjih to zadevo v roku 2 mesecev uspeli tudi zapreti. Gre za gašenje požara ali pa za umiritev nesorazmerij, ki so nesprejemljiva in so nastala na osnovi potez prejšnje vlade. Mi to vemo in te zadeve bomo skušali seveda v najhitrejši možni meri rešiti.
Vse to bodo pa izhodišča potem za nek nov sistem, se pravi sistem plač javnih uslužbencev. To je obljuba vlade in rešitve bodo tudi tukaj predlagane v najkrajšem možnem času. Mi vemo, da obstoječni plačni sistem ne deluje več, posebej ne deluje v zdravstvenem sistemu, vendar želimo ohraniti zdravstveni sistem enoten. Vsekakor vlada, predsednik vlade in tudi jaz osebno nismo za izstop zdravnikov kot entitete ven iz zdravstvenega sistema, ker to pomeni kolaps zdravstvenega sistema. Bomo pa pripravili seveda vsa izhodišča za to, da bo zdravstveni sistem v bodoče deloval. In še tretja točka, danes med pavzo se bo sestal strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema. Z vsemi člani se bomo pogovorili in jaz upam, da bo strateški svet imenovan s 1. oktobrom, to bo izhodišče, da nekje do marca dobimo usmeritve, kako bomo zapeljali reformo zdravstvenega sistema. Tako na področju financiranja, tako tudi na področju organizacije zdravstvene mreže, kako bomo v bodoče zapeljali status javnih zdravstvenih ustanov. Osnovno izhodišče je tako, kot ga imajo na Finskem, se pravi javni zdravstveni sistem, ki je dostopen enako vsem prebivalcem, velja tudi za storitve v socialnih ustanovah. In še zadnja točka. Na vladi se po 100 dnevih zavedamo, da res vsega v tako kratkem času ne moremo odpraviti. Imamo stanje tako, kakršno je, takega smo 1. junija dobili. Znotraj zdravstvenega sistema se približujemo številki 5 milijard evrov denarja, ki se v enem letu obrne v zdravstvenem sistemu. Želimo počistiti čakalne dobe in ja, vkolikor se bo videlo, da javni zdravstveni sistem ne skrajšuje čakalnih dob, bomo sistem odprli za vse, tudi za čiste zasebnike, tudi to imamo sedaj že v celoti pripravljeno. Skratka, namen je odpraviti čakalne vrste, izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev in najti pot, kako priti do reforme, ki bo zadovoljila tako zdravnike kot vse zaposlene v sistemu in predvsem, ki bo orientirana v to, da bodo pacienti prišli do storitve in da bomo imeli tok denarja, se pravi, da vemo, da denar, ki ga imamo, gre za opravljanje zdravstvenih storitev. Mnogi nas sprašujete, ali bomo kakorkoli ustavili investicije v zdravstvo. Ne, niti ena investicija v zdravstvo ne bo ustavljena. Ves denar, tudi vse te 2 milijarde, ki sta bile obljubljene strani prejšnje vlade in bolj ali manj gre seveda za virtualen denar, tu bomo naredili mrežo in vse investicije, tako na primarni kot na sekundarni in terciarni ravni se bodo peljale se bodo čim hitreje, kot bo možno. Tako da tukaj tega ne želimo ustavljati, priznamo, imamo te težave s tem, kako in kaj, vendar bomo to v 3 do 6 mesecih v celoti odpravili in vsi bodo imeli možnost, da pravočasno pridejo do prepotrebne obnove naše infrastrukture. Toliko mogoče z moje strani, ker par stvari tukaj ni bilo. Torej, vemo, da moramo rešiti plače v zdravstvenem sistemu in bomo to poskušali rešiti v najkrajšem možnem času. Vemo, da so nesorazmerja taka, ki se ne bi smela nikoli zgoditi. Vemo tudi, da je plačni sistem, ki ga imamo, slab in pripravljamo novega. Želimo si sodelovati z vsemi akterji, želimo se pogovarjati. Edino, česar ne moremo, je to, da v 3 do 6 mesecih spremenimo zdravstveni sistem tako, da naredimo reformo in pravzaprav naredimo več škode kot koristi. Toliko mogoče še v mojem imenu, kasneje v drugem delu sledi, kako si želimo oziroma kako pravzaprav je naša iskrena želja peljati
zdravljenje COVID-a skozi jesen in zimo, tako da se sistem ne zapira. Za vsa vprašanja, ki jih imate, je ekipa na razpolago tukaj pri druženju, vprašajte nas, vse ostalo, kot so rekli tukaj kolegi, bomo na ministrstvu odgovorili pisno, tako kot smo zdaj. Lahko pa na tej točki rečem, da v bistvu se zelo veselim tesnega sodelovanja z NIJZ in upam, da tudi z vsemi nami. Še enkrat, ni naš namen, da kakorkoli žugamo, da posegamo po ukrepih, po odredbah, po tistemu, kar je bilo. Želimo se pogovarjati in se bomo tudi pogovarjali. Le tako hitro ne gre, kot bi si vi želeli, bi si želeli tudi mi, ampak časovnica je taka, tako stanje smo dobili. Ne želimo se ukvarjati, kdo je za kaj kriv, ampak želimo tudi skupaj z vami najti rešitev. Hvala lepa še enkrat. Še enkrat hvala, gospod minister. Kot rečeno, je zdaj čas za odmor in prigrizek. V avli vas čaka. Prav tako dajte izkoristiti to priložnost za neformalni klepet glede vsebin, ki ste jih slišali v prvem delu današnjega srečanja. Z drugim delom nadaljujemo ob 15. uri.